Pozdravljeni. Na vrsti je že verjetno najbolj prestižna velika nagrada v svetovnem prvenstvu Formule 1. Velika nagrada Monaka. In kot običajno si bomo v uvodnem prispevku pogledali vse tiste zanimivosti ter informacije, ki so potrebne za razumevanje te dirke, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Kot običajno je tudi tokrat uvodni prispevek razdeljen na 3 ločene dele. V prvem se bomo za trenutek zazrli v preteklost, v drugem si bomo ogledali same značilnosti proge v Monaku, a v tretjem bomo našo pozornost posvetili tudi vremenski napovedi. Tokrat, preden začnemo, še krajša opomba. Smo v Monaku, na progi, kjer ima vsak ovinek pravzaprav posebno ime. In pred časom sem napravil prav poseben prispevek, ker sem razložil, zakaj se določen del imenuje Sandevo, Portier, Mirabeau, Nouvelle Chicane, Razkaz in še bi lahko našteval. Kolikor vas zanima, imate kot običajno bližnjico v opisu. Pojdimo k našim prispevkom in danes se bomo vrnili v sezono 2017. Kajti ta dirka je izjemno zanimiva tudi iz današnjega zornega kota. Ni skrivnost, da sam cenim Ferrari SF70H, prav iz sezone 2017. Namreč lastnosti tega bolida so bile nekaj drugega kot tisto, kar smo v sezoni 2017 videli pri Mercedesu. Bolid ni dosegal visokih končnih hitrosti, ampak je imel dovolj oprijema, da na progah kot je Monako ali tista proga v Hungaroringu je pokazal izjemne kvalitete. In vsaka usporednica z današnjim časom je zgolj slučajna. V sezoni 2017 se je v Monaku zgodilo nekaj čudnega. Namreč na pole positionu je bil po kvalifikacijah Ferrari, ampak ne oni Sebastiana Vettela, temveč oni drugi, ki ga je vozil Kimi Räikkönen. In to je bil eden izmed znanih približkov finskega šampiona, ki je znal presenetiti, namreč nihče niti pri ekipi Scuderie Ferrari si ni predstavljal, da lahko Kimi iz rokava povleče v dober krog. A na dirki smo videli nekaj zanimivega. Kimi je povedal od začetka. A nato se je zgodilo nekaj bizarnega. Najprej so v bokse na menjavo koles poklicali Kimija Räikkönena. In seveda to na prvi pogled je skladno s tistim običajem, da se vodilnemu vozniku da prednost. A Sebastian Vettel je ostal na progi ter nizal hitre kroge enega za drugim. Ko se je Kimi vrnil nazaj na progo, je seveda pristal v gneči. In tako je Sebastian Vettel dobil tisto potrebno prednost, da je tudi po svoji menjavi kar nekaj krogov kasneje obdržal prvo mesto. In seveda s to prednostjo odpeljal do konca. Sedaj, lahko se pogovarjamo, ali je bilo to zgolj slučajno ali namerno. A dejstvo je, da pri Ferrariju so dosegli tisto, kar so hoteli. Namreč Sebastian Vettel, prvi voznik ekipe, je dosegel zmago, takoj za njim Kimi Räikkönen. In v bistvu v optiki samega prvenstva enkratna dirka. In rad bi poudaril tudi nekaj, čeprav niso uporabljali tako osovraženih moštvenih ukazov, so v bistvu napravili tisto, kar se od zrele ekipe pričakuje. In
tak rezultat, kot smo ga videli v sezoni 2017, pričakujem letos v sezoni 2022. Vse, kar bi bilo manj, bi bilo po svoje že neke vrste razočaranje. Vsaj na tisto formo, katero pravijo, da imajo v Scuderii Ferrari. A pojdimo raje k lastnostim same proge. In kot običajno bomo uporabljali znano tabelo, ki jo pripravi Pirelli. Na njej lahko vidimo tiste običajne podatke, kjer bi rad vašo pozornost usmeril, kako skrajno so sporejene vrednosti. Imamo tisto pospeševanje, traction, kjer je vrednost 5 maksimalna. Tiste sile, ki vplivajo v bistvu na obrabo pneumatik, kot so zaviranje, kot je sam stres ali stranske sile, so pa izjemno nizke. Imamo evolucijo same proge, ki bi morala biti tu najvišja, graf pravi 5, čeprav sam dvomim. Namreč videli smo v preteklih tednih tu tudi zgodovinske dirke bolidov Formule 1, torej kar nekaj gume je nanešene na sam asfalt, ampak po drugi strani so ulice odprli tudi za javni promet, kar je zopet zmanjšalo tisto optimalno stanje, v katerem mora biti sam asfalt. Videli bomo v nadaljevanju. Seveda, abrazija samega asfalta in tisti mehanski oprijem zopet nizki. Kar se tiče samega aerodinamičnega, pa ga vidimo tukaj visoko na maksimalni vrednosti. Kot verjetno veste, je velika nagrada Monaka najkrajša dirka v svetovnem prvenstvu Formule 1. Nekaj čez 260 km. In sedaj se bomo ustavili pri izboru pneumatik. Ta je najmehkejši, C3, C4 in C5. Da se bomo bolje razumeli. Najmehkejša pneumatika na veliki nagradi Španije je tokrat najtrša pneumatika na veliki nagradi Monaka. Zakaj? Kot sem že mnogokrat povedal, mehkejša kot je pneumatika na nižji temperaturi deluje. In tu bolidi vozijo tako počasi, da le stežka v samo pneumatiko spravijo toliko energije, da bi jo ogreli. Zato je izbor najmehkejših pneumatik sam posebej umeven. Seveda, ukolikor bi imeli trše pneumatike, jih ne bi segreli in ne bi imeli oprijema in posledično bi videli kar nekaj trkov z zaščitnimi ograjami. A seveda, kaj se bo zgodilo na sami dirki, bomo videli, posebej glede na tisto, kar pravi vremenska napoved. Namreč vremenska napoved je izjemno zanimiva. V petek nič kaj takega, sončno, temperatura zraka okrog 27 stopinj Celzija. In možnost kakšnih padavin tukaj nista, okrog 20%. In videli bomo lahko dokaj visoko temperaturo asfalta, kajti sonce, topel zrak in seveda temen asfalt. A že v soboto zanimiva sprememba. Namreč ne bo več sončno, temveč oblačno. Temperatura zraka bo ostala sorazmeroma nespremenjena tam okrog 27 stopinj Celzija. Verjetnost dežja celo 0%. Ampak ker bo sonce zakrito za oblaki, se bo spustila temperatura samega asfalta. Zato na samih kvalifikacijah lahko vidimo drugačne razmere, kot smo jih gledali v petek. Presenečenje sledi v nedeljo. Možnost ploh 60%, temperatura zraka 22 stopinj. In sedaj, da se bomo razumeli, kaj pomeni 60% možnost padavin. Če bi lahko malce zaokrožil, bi dejal, da to pomeni 2/3 možnosti, da bo deževalo.
v resnici 2/3 bi bilo nekaj več kot 66%, ampak da se razumemo, možnost, da ne bo deževalo, je 40%. Torej je vsakomur jasno, da bomo lahko v nedeljo gledali tudi dirko, ker bo pred, vmes ali po njej deževalo. In govorimo o plohah, ki so lahko tudi krajše narave. Torej, obeti za izjemno zanimivo dirko, kjer pa moram poudariti še dve zadevi. Prvič, aktivnosti se bodo začele v petek in ne več v četrtek, kot je bilo običajno. Ena tradicija Formule 1, ki izginja. In to samo zaradi tega, ker nekateri navdušenci ne razumejo, zakaj v četrtek. To je podobno kot takrat, ko so v MotoGP-ju veliko nagrado Nizozemske v Asnu iz sobote prestavili na nedeljo. Za tiste malce zasanjanje romantike, kot sem sam, Bogu klet. Druga zadeva, res, ta dirkaški vikend želim, da bi se Charles Leclerc čim bolje odrezal. Videli smo v preteklosti, da prav na domači dirki ni imel sreče. Kako se bo vse skupaj odvilo, bomo seveda videli skupaj tudi v nadaljnih prispevkih posvečenih veliki nagradi Monaka. A za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.